Mladinski center Dravinjske doline je v sredo, 17. decembra 2014, v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah v sodelovanju s partnerskimi organizacijami organiziral zaključno konferenco v sklopu zaključka projekta Kreaktor z naslovom S kreativnostjo in zadružništvom do delovnih mest za mlade. Predvsem pa dobrodošli na konferenci o potencialih socialne ekonomije, ki je hkrati tudi zaključna konferenca projekta Kreaktor. Mladinski center Dravinjske doline je projekt v letu 2014 izvajal preko financiranja Evropskega socialnega sklada, sicer pa se s tematiko in prizadevanjem k dvigu aktivacije mladih ukvarjamo že precej let in to načrtujemo tudi v prihajajočih letih. Današnjo konferenco smo poimenovali s kreativnostjo in zadružništvom do delovnih mest za mlade. Kreativnost je namreč tisto, kar mladi imajo, zadružništvo pa v trenutnem obdobju visoke brezposelnosti tudi med mladimi definitivno ena od rešitev. Ker so danes mladi tiste zvezde, je prav, da jih omenimo. Dovolite, da med nami pozdravim v prvi vrsti mlade, ki so se odločili aktivno vključiti se v naše delo in hkrati opravičim vse tiste, ki jim zaradi raznih obveznosti danes ni uspelo na konferenco. Med nami so predstavniki Kluba študentov Dravinjske doline, Kluba dijakov Dravinjske doline ter Mladinskega sveta občine Slovenske Konjice. Pozdravljeni tudi predstavniki lokalnega okolja, podjetniki ter socialni podjetniki iz vseh koncev in krajev. Vaš izkazan interes za to področje nam izredno veliko pomeni. Vsi skupaj torej še enkrat lepo pozdravljeni in dobrodošli. Današnja konferenca združuje predstavitev vsebinskih rezultatov projekta Kreaktor ter predstavitev drugih dobrih praks našega lokalnega okolja. V dobrih 3 urah nas bodo govorniki popeljali v svet socialnega podjetništva, ob zaključku pa vas v sklopu okrogle mize vabimo, da svoje pomisleke, iskrice, ki se vam bodo utrnile kot morebitne nove ideje tekom aktivnega poslušanja prvega dela, delite z nami. Konference se je udeležil tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije, Tadej Slapnik, ki je pristojen za področje socialnega podjetništva, konkretno za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud. Kot je dejal, je vlada v koalicijski pogodbi močno podprla spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije, saj se je to področje v drugih državah Evropske unije ravno v času gospodarske krize izkazalo kot tisto, ki je manj odpuščalo in bilo bolj vzdržno na posledice krize, v kar nekaj primerih pa je celo dodatno zaposlovalo. Poudaril je, da so Slovenske Konjice ene izmed najbolj razvitih socialnih okolij pri nas, na republiškem nivoju pa je viden zaostanek za ostalimi državami članicami Evropske unije. Na ravni unije socialno podjetništvo zagotavlja 6,5% vseh delovnih mest, medtem ko je v Sloveniji teh delovnih mest le za slab odstotek. Potenciala je za vsaj 50.000 delovnih mest, ki so lahko povsem samozdržna. Slovenija je na tem področju povsem na koncu lestvice, medtem ko so Italija, Španija ali Velika Britanija že na 10% po številu delovnih mest. Predvsem področje javnih del, s katerimi se socialna podjetja v veliki meri pomagajo, je trenutno na lokalni ravni zelo na prepihu, saj marsikatera občina zaradi pomanjkanja denarja razmišlja o zmanjšanju sredstev. Sicer pa se po Slapnikovih besedah še veliko večji potencial skriva v razvoju socialnih podjetij, ki ne bodo potrebovala trajnih subvencij. To velja za številne aktivnosti na področju prehranske in energetske samooskrbe na lokalni ravni in vzpostavljanje različnih storitvenih dejavnosti, kjer so priložnosti za trajno zaposlovanje. Direktorica Konjiškega mladinskega centra Neža Pavlič je predstavila projekt Kreaktor, katerega ključni rezultat je po njenem vzpostavitev kreativnega laboratorija, ki povezuje mlade, aktivne na področju razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in kreativnih industrij, v lokalno povezujočo coworking skupnost. V več kot 10-letnem delovanju so aktivirali mnogo mladih, ki želijo sodelovati pri mladinskem dogajanju v občini. Takšen laboratorij bo v sodelovanju z drugimi deležniki v lokalni skupnosti zagotavljal podporno okolje in storitve, ki bodo usmerjeni k vzpostavljanju novih socialnih podjetij in mladinskih zaposlitvenih zadrug, v katerih bodo mladi pridobivali potrebne zaposlitvene kompetence in si kreirali dostojna delovna mesta. O mladinski kooperativi za pridobivanje lesne biomase je spregovoril Niko Laznik v vlogi koordinatorja, ki vidi v konjiških gozdovih in okolici velik potencial v lesnopridelovalni industriji. Erik Vodovnik, vodja projekta Kreaktor Lab Slovenske Konjice, je predstavil razvoj Kreaktor Laba in tako imenovane coworking skupnosti.
Po njegovih besedah se nam ne obeta le nova prireditvena dvorana mladinskega centra, ki bo služila za razstavišče in rokovski muzej. V izdelavi je še vizija novega mladinskega centra v mestnem jedru. Na konferenci so sodelovali še konjiški župan Miran Gorinšek in nekateri predstavniki podjetij socialne ekonomije. Peter Svetina je predstavil zaposlitveni center Karso in njegovo delovanje in razvoj. Center ponovne uporabe, njegov namen in cilje ter delovanje v posamičnih enotah je predstavila domačinka Marinka Vovk. Polona Ajdnik-Benič kot predstavnica invalidskega podjetja Mercator je povedala o socialnem podjetništvu v večjem trgovskem podjetju in njihov razvoj ter cilje. Loris Vižintin, direktor socialnega podjetja Kooperativa Konjice, je predstavil vizijo lokalne samooskrbe in kratke prehranske verige ter nove ideje in vizije. Duška Lužar-Šajt kot vršilka dolžnosti predsednice Slovenskega foruma socialnega podjetništva je predstavila podporno okolje na področju socialne ekonomije pri nas in njene izkušnje. Na konferenci so bili predstavljeni zaposlitveni in družbeno koristni potenciali socialne ekonomije v občini Slovenske Konjice in izvajanje programa Kreaktor, v sklopu katerega Mladinski center Dravinjske doline izvaja pilotni program inovativnega zaposlovanja mladih v mladinskih zaposlitvenih zadrugah. Za konec je bila odprta razprava o potencialih socialne ekonomije v konjiški občini in druženje z izmenjavo medsebojnih izkušenj in idej.